Izjemno sem zadovoljna, da je bila Slovenija v Generalni skupščini Združenih narodov izvoljena kot nestalna članica Varnostnega sveta te svetovne organizacije. Prejšnja vlada je sprejela sklep, da se v proces odločanja o novi nestalni članici Varnostnega sveta OZN za obdobje 2024-2025 vključi tudi Slovenija kot alternativa kandidaturi, ki se je še do nedavnega zdela povsem samoumevna, njen uspeh pa zagotovljen, kandidaturi Belorusije namreč. Žal je ta država medtem postala prepoznana kot tesna zaveznica Ruske federacije, države, ki svoje politike ne izvaja samo z mirnimi sredstvi, pač pa žal tudi z orožjem. Slovenija je imela zelo malo časa za pripravo kandidature, toda odločitev aktualne vlade, da kandidaturo ohrani, je bila pravilna. Verjeli smo, da bo OZN v svet poslal sporočilo, da si želi miru in stabilnosti ter nanjo osredotočen dialog v varnostnem svetu. To se je na koncu tudi zgodilo. Države smo prepričali z načelno politiko, jasnimi stališči in pravimi prioritetami, spoštovanjem mednarodnega prava in zavezanostjo mirnemu reševanju sporov, enakostjo spolov in zaščito ranljivih skupin, varovanjem podnebja in okolja. Sloveniji je Organizacija Združenih narodov, skupnost 193 držav sveta, z izvolitvijo zaupala odgovornost, da v varnostnem svetu zastopa načela in cilje, s katerimi smo jih prepričali v času kampanje. Zaupanje moramo sprejeti ponižno in odločeni, da ga bomo upravičili. Vse nas čaka ogromno dela, da bo Slovenija vsem državam tega sveta, ki so jo podprle, in tudi tistim, ki je niso, dokazala, da je konstruktivna država članica. Takšna, ki verjame v vladavino mednarodnega prava, v mir in človekovo dostojanstvo. Ob nastopu svojega mandata sem se nedvomno aktivno takoj vključila v kampanjo za izvolitev v varnostni svet. To je bil naš skupni zunanje politični cilj, vsi smo morali trdno delati in složno sodelovati, da smo ga izpolnili. Želim izraziti globoko priznanje vladi, Ministrstvu za zunanje in evropske zadeve, vsem našim diplomatkam in diplomatom ter vsem ostalim, ki so vložili ogromno truda za to, da je naša kandidatura uspela. Hvala vam. Po svojih najboljših močeh in v okviru svojih pristojnosti se bom še naprej iskreno trudila, da bom pripomogla k uspešnemu delu in ugledu naše države v tem pomembnem organu. Verjamem, da bomo upravičili zaupanje in visoka pričakovanja.